Zdaj pa še nakratko, ker še imamo nekaj časa do maše, ki je ob 12. v kapelici zraven cerkve, pa bomo še šli pogledat oazo miru. Združeno skupaj živijo moški in žene in ženske, svoje redovnice in redovniki. In imajo po svetu takšne oaze miru, kakor je tukaj. Pravi centre, kjer se moli, kjer prihajajo ljudje, da najdejo tišino, kjer se lahko tudi prespi ali preživi vikend ali nekaj dni v duhovnih vajah. Oaze miru, skupnosti oaze miru so bile ustanovljene tukaj v Medžugorju in sicer na pobudo Marije Pavlovič in pa enega prejšnjih župnikov, ki pa se je to vse skupaj malo spremenilo, tako da je pristopil še en pasionist in je ustanovil to skupnost. Drugače pa oni nosijo takšne bele obleke, moški tudi, opasani so z enim takim, bi rekel, vojaškim opasačem, ki bi naj pomenil spokornost in posnemajo meniško skupnost, imajo en določen red. Oni namreč ne smejo sleči te obleke, vedno morajo biti oblečeni v to njihovo redovno obleko. Torej oaza miru v Medžugorju kot njihova prva skupnost, ki se je pa zdaj že razširila po različnih delih sveta. Marijo, našo mater, ki za nas skrbi in nas
moli za vse bo dobro. Tako tudi Marija pravi za nas, nič ne skrbite, jaz posredujem za vas. Če želimo Marijino priprošnjo imeti na svoji strani, priznajmo svoje grehe in prosimo Gospoda odpuščanja in naj nam bo resnično žal zla in grehov, ki jih imamo. Molimo, pa povej Gospodu, ti se svoje 3 glavne prošnje, 4, 2, ki jih imaš, obnovi jih sedaj pri tej daritvi, položi jih na oltar. Dobri Oče, vsem, ki te ljubijo, si pripravil nevidne darobe, naj tvoja ljubezen tako prevzame naša srca, da te bomo vsem in nad vse ljubili in dosegli obljubljene dobrine in blagoslove, ki presegajo vse naše želje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi. Berilo je iz knjige preroka Ecekijela. Gospodova beseda mi je prišla takole: Sin človekov, glej, vzamem ti z nenadno smrtjo radost tvojih oči, pa nikar ne žaluj, ne jokaj in ne pretakaj solz. Tiho vzdihuj, a žalovanja po mrtvih ne opravljaj. Nadeni si svojo oglavnico, obuj si čevlje na noge, ne zagrinjaj si brade in ne jej kruha žalosti. Zjutraj sem še govoril ljudstvu, zvečer pa mi je umrla žena. Naslednje jutro sem storil, kakor mi je bilo ukazano. Tedaj so me vprašali ljudje: ali nam nočeš razjasniti, kakšen pomen ima za nas to, kar delaš? Odgovoril sem jim: Gospodova beseda mi je prišla takole: povej Izraelovi hiši, tako govori vsemogočni Gospod. Glejte, oskrunim svoje svetišče, vaš najvišji ponos, radost vaših oči, hrepenenje vaše duše. Vaši sinovi in vaše hčere, ki ste jih pustili, padajo pod mečem. Jezus rešeni, aleluja, aleluja, aleluja. Tako je tisto, kar se ti večkrat dogaja. Mogoče to odkrijete, kar se vam večkrat dogaja in to potem tudi poveste, da je glavni vaš greh je vaša grešna navada. Dobro, pa pomislimo glede na zapovedi, se bomo priševali. Mateja me bo včasih nekaj dopolnila, ker zdaj kar tako iz pameti to ven spravljamo. Prva zapoved, da veruj v enega Boga, torej kako je z našo molitvijo. Ali imaš dnevno molitvo, ali nimaš dnevne molitve. Slaviš Boga s svojimi besedami. Hodiš ves dan njegove prisotnosti. Kako je z našo molitvijo? Kako je z našim branjem Svetega pisma? Kako je z našim obiskom Božje službe? Kdaj smo bili zadnjič pri spovedi? Vemo, da če nisi bil recimo 1 leto pri spovedi, potem si verjetno že v stanju težkega greha. Kdor je v stanju težkega greha, tudi ne moreš iti z nebesa. Bog ne daj, da bi zdaj umrli. V tistem trenutku gre pa druga stvarnost naprej. Tako da jemljimo Boga resno. Mogoče bomo celo slišali eno pričevanje tukaj, tako moramo Boga resno imati. Potem naš odnos z Bogom, ali imamo vero, če jo izgubimo, ali jo iščemo, ali se resno sprašujemo o Bogu,
ali pa kar včasih nekateri kar zamahnejo z roko o Bogu, izkruni Božjega imena, torej kako je z našim govorenjem, z Bogom, govorim vice o Bogu, nepremišljeno, izgovarjam kakšne kletice, pa mislim, da nič ne pomeni, recimo polka fix ali pa Madonna, kakršnikoli obliki in tako naprej. To so v bistvu italijanske kletice, ki žalijo Boga. Ali pa, če neprimerno govoriš bogoslužstvo, pomeni tudi, če neprimerno govoriš o cerkvi, recimo duhovniki, ki so na nek način posvečeni Bogu, ali o vseh stvarih, ki so z Bogom povezavi, pomembno kot je tabernakel, hostija, vse, kar je bilo sveto, oziroma Božji službi. Tako, če lahko miselno, nepremišljeno strunimo Božje ime in njegovo Božje dostojanstvo, pač mislimo, da lahko strunimo, ali pa če smo celo Boga preklinjali, ne preklinjali Boga, tudi iz navade, se spovejmo. Potem, tako je z obiskom Božje nedeljske maše, Bog je zapovedal. Točno v odnosu do Boga je pomembno to, da ne mešamo, da smo veruj edinega Boga, pomeni to Boga, ki se nam zadeva po Jezusu Kristusu, Boga Očeta. Jezus je pomoli, Oče naš, Oče posvečeno vodi tvoje ime, torej Jahve, Jehova, ki se razodeva v sveti. V to razodetje in ne mešamo naše vere z drugimi verami. Bodi si Sai Babo, potem Bratco v Zagrebu ali pa katere drugi neki odrešeniki, Gabriela, recimo univerzalno življenje in tako naprej. Vse te stvari lahko imajo nekaj dobrega v sebi, vendar Bog v 3. Mojzesovi knjigi zapoveduje, naj se z drugimi religijami in tako naprej da Boga ne zapuščam, da samo v tej veri ostanem. In še posebej pa, če smo se ukvarjali z okultnim, s čaranjem, vedeževanjem, če smo mogoče klicali duhove in tako naprej, to je pred Bogom gnosova. Če smo šli raznim čarovnicam ali nekim čarovnikom in tako naprej, tudi če smo za hec klicali duhove, ali smo bolj za šalo v neki družbi hteli dvigovati mize in podobne zadeve, ali uporabljali tiste razne čarovniške mizice, ki nam govorijo besede, kaj gre od črke do črke okoli in podobne stvari, to povejte brez povedi in tega ne delajte več. Prav tako šloganje ali pa tarot, iz vedeževanja iz tarot kart, ti pove, ali iz dlani, tudi če so vam brali, da iz dlani, v skladu z Božjo voljo, ker naše prekletstvo glede na Božjo besedo. Prav tako, če resno verjamete horoskope, tudi nima smisla niti. Prav, jaz poznam, meni je rekel, da si kar se je izmišljeval, pa imel eno televizijo, se zdaj več ne dela. Rekel, on kar sam pisal horoskope, rekel, malo so tako, malo redno, malo onak, nekaj je se izmišljeval. In rekel, to so rad dela. V smislu, Bogi ljudje, ki so to verjeli. Tako da, te stvari ne verjamemo, ker to žali Boga. Žali Boga. Lahko so, rekel, tudi druge religije, kot Sai Baba, tako marsikaj lepega lahko pove, ampak to so samo kot neki filozofi, ki pa v njihovi nauki vsebujejo veliko zmot, pa tudi veliko laži. Vedno več zmot, več laži, bolj so oddaljene od krščanske vere. In mantra, oziroma kako je nas odnos do bližnjih, do očeta, matere do staršev in pa tudi staršev do otrok. In otrokom in staršem je Bog dal, bi rekel, brezpogojno ljubezen do staršev in brezpogojno ljubezen do otrok. Ne oče, ne mati ne more narediti nič takega, da ga ne bi spoštoval in ljubil.
in sprejemal. Vedno je tvoj otrok in vedno je tvoj oče in tvoja mati, ne glede na karkoli se je zgodilo in ti daje Bog v srce brezpogojno spoštovanje in ljubezen. Potem, če imamo sovraštvo do nekega, ali se maščujemo, če recimo nekoga mrzimo, z naše strani pomeni odpustiti to, da mu ne želiš nič slabega, prepuščaš sodbo Bogu, njemu želiš pravzaprav dobro te osebi, ki te recimo ranila, ampak še vedno lahko imaš rano, še vedno te boli, ko se spomniš na dogodek, na to osebo, kakorkoli, ampak ti mu ne želiš nič slabega, sodbo prepuščaš Bogu. To meni, da si mu že odpustil. Če mu želiš odpustiti in hočeš narediti to, kar je Jezus rekel, mu odpusti. Bodi si očetu, materi, ker tisti, ki so najbližji, tistim najtežje odpuščam in največkrat nas ranijo. Bratu, sestri, otrokom, staremu očetu, stari materi, stricom in bratrancem in tako naprej, sosedom, sodelavcem v službi. Naša stvar je, da jim odpustimo in prepustimo Bogu, naj Bog sodi, naj Bog ima oblast nad njimi. Naša stvar pa je, da jim želimo dobro. Nobeno sovraštvo ni opravičeno ali upravičeno pred Bogom. Sovraštvo je teren zla, je teren hudiča. Čim sovražiš, si na njegovem terenu in on ima oblast tudi, da vstopa v tvoje življenje. Obenem, ko odpustimo, se tudi osvobodimo. Ne ubijaj pomeni tudi razširjanje raznih govoric o človeku, kakor smo danes imeli, na primer Jezusa, so obsojali, ne da bi pravzaprav bili dejansko vpeljani v njegov primer in mu tako onemogočali daljno življenje. Človeka lahko ubijemo na več načinov, lahko ga uničiš s tem, ko ga vodiš v greh, to nekateri tudi zavestno delajo, ali pa ga z ogovarjanjem in z blatenjem in jemanjem dobrega imena prav tako mu uničimo ali ga otežujemo mu življenje. Zato bodimo zelo previdni. Jezus pravi, ne obsojate, ne sodite, tako da so to lahko zelo težki grehi, ki jih nosimo seboj. In moramo pa vedeti, da noben greh ni samo greh v zraku. Vsak greh prinaša prekletstvo, prinaša kazen. Ni greha brez kazni. Vsak greh prinese kazen. Kazen je bolečina, kazen je prekletstvo oziroma rušenje in tako naprej. In to se širi ne samo nate, ampak tudi v tvoje okolje. Potem ne nečistuj odnos do spolnosti. Spolnost je ena velika sila, ki je, bi rekel, v velikem primerih je vzrok za trpljenje in bolečine, zaradi tega, ker to ni obvladovano. Bodi si v mislih, besedah ali dejanju, in zato je pomembno tudi, da to področje povemo še posebej, če so bile mogoče v življenju kakšne nezvestobe, kakšna prešuštva, bodi si v kakšni težki situaciji ali kakorkoli, vedno nas zelo lahko premaga oziroma nalaže. Vse te stvari je potrebno prav povedati. Seveda vsako pristajanje na neko nemoralnost ali pa tudi neobvladovanje je grešno in prinaša zlo, zato ga iskreno obžalujemo. Če se ne obvladuje spolnost, je človek izpostavljen velikim nevarnostim za svoje življenje in za svojo srečo. In vedno vemo, ali pa nekaj imamo doma, pa ne vrnemo, pa vemo, da ni naše, nikoli ne bo naše. Pravijo, da vsaka stvar kliče po lastniku. Vemo, da ni naše, ne bo naše in nimamo pravice. Tako tudi vsak, tudi tisti, ki kradejo velike milijone ali pa milijarde celo, vedo, da jih niso zaslužili. Vedo, da jih je nekdo ustvaril, oni pa ne. In vedo, da pravzaprav niso njihove. Vedno človeka potem vest peče
in ga boli, če si v neke lastnini, kar ni njegovo. Druge potem razne grešne navade, kot so lenoba, poljulešnost, nevoščljivost, jeza recimo smo omenili, ali pa še kakšni drugi grehi, in grešne navade, predvsem, ki nas obvladujejo. Grešne navade, ki nas obvladujejo, v glavnem tako poznamo. Če se malo pomislim, vemo, da kaj ni prav, da to vedno znova delamo. Tudi če smo samo enkrat na mesec pijani, smo že po statistikah profesionalcev, smo že alkoholiki. Če tudi se nam to vsaj enkrat na mesec samo zgodi, da smo pijani. Ali pa če neke grehe ponavljamo, točno vemo, da to ni prav in to področje potem tudi povemo pred Bogom. Kako je z našim časom, ali ga zapravljamo, kako je z obiskom trpečih, nesrečnih, kako je z našim darovanjem ljudem v pomanjkanju, ali mislimo kaj na druge, naredimo kaj za Boga, torej za druge ljudi tudi, ne samo zase, ali skrbimo kaj za cerkev, jo branimo, svojo vero pokažemo pred ljudmi. Pa mogoče še vprašamo, ponovite za menoj, rečete, Jezus, pokaži mi moj greh. Jezus, pokaži mi moj greh. In če mislite to resno, potem malo zaprite oči in še lahko to v sebi govorite parkrat in Jezus vam pokazal en greh vaš ali neko grešno navado, nekaj, kar je mi moj greh, grešno navado in povedal. Tako v zavest, pa se še parkrat vprašaj. In Bog ti bo razodel. Ali ti je kaj žal tvojih grehov, kar si se spomnil, ti je kaj žal? Je to, kar je prišlo tvoje zavest, nekaj lepega, na kar si lahko ponosen? Nekaj, za kar boš pohvaljen? Ali se trdno odločiš, da ne boš več teh grehov ponavljal? Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Vsemogočnemu Bogu in varu moj Bog, žal mi je, da sem grešil. Žal mi je zato, ker sem z grehi zaslužil Očeta in Sina in Svetega Duha. To vam bilo malo pomoč, da ste razmislili, mogoče vam bo, pa se boste še kar česa spomnili. Sveta spoved je neka vrste rešitev. Jaz grem vedno rad svete spovedi. In vedno sem najmanj pol ure pri spovedi. Ker se še tako malo pogovarjamo tam, tako imam ene 2-3 duhovnika, katerem grem. In potem, pač sem vedno nekako bolj osvobojen, srečen, dobim še kako besedo. In lahko rečem, da mi da to kar neka krila, duhovna krila, da lažje živim. Bog je usmiljen. Dokaj smo na tem svetu, imamo možnost se grehov reševati. Duhovnik tega tak ne sme nič povedati, Bog nam grehe vse odpusti, če imamo pisanje vse, ne može reči nobenega greha, da bi bil Božje usmiljen, da te Bog ne bi odpustil. To ne moreš. Pa če se bo še nekako trudil. Šli bomo pogledati tega Jezusa, pa bo nekaj Stane povedal, potem pa bo Mateja povedal. Ti veš iz osebne izkušnje to povem. Dej, kolikor jaz vem iz tega osebne izkušnje glede tega ekipa, lahko rečem, da poznam tega človeka, ki je to vsaj navidesno
oziroma te delavca, ki je to delal, ta kip. In to je sicer ta človek, ki je iz Zgornje Savinjske doline. In lahko vam zagotovosti povem, da tu ni nikakršnekoli prevare. To so ljudje, preprosti ljudje, ko so delali šljuserje, mi pravimo po domači povedati, to so švastali, varili in tako naprej. Vse ostalo, kar je se zgodilo na temu samemu križu, je Božje delo. Čudež tega kipa, lahko bi rekli vstajenskega Jezusa, je ta, da teče voda, curlja voda iz kolena in nekateri na začetku so tudi rekli, da so videli podobo iztis Jezusovega obraza in da to naj bi dejansko tudi bil en čudež. Dobro, to zdaj ne vem, eni to bolj nekako to mistično doživljanje izražajo. Sicer pa tudi vedno znova vidimo, da se tam zbirajo ljudje, tudi v vročini sploh tudi vidiš od nikoder neke pare ali ja, ne more biti curka vode, ampak od tam vedno priteka. Zato ponavadi ljudje prihajajo z robci, tam malo pobrišejo in se nesejo domov tudi kot en blagoslov. In Jezus je dejansko tukaj prisoten tudi po tem vidnem znamenju Božjega delovanja. To so dali na analizo v Slovenijo in so dejansko ugotovili, da gre to za solze. Kristusove solze. Kristusove solze. Tako. Nahajamo se za kipom vstajenskega Kristusa, delo slovenskega kiparja Andreja Ajdniča. Čudežno za to stvaritev je to, da kmalu po postavitvi tega kipa je iz kolena začela pritekati voda in ko so jo dali analizirati, so ugotovili, da so to prave solze, imenuje jih tudi Kristusove solze. Kakorkoli delo je vidno znamenje Božje navzočnosti in mnogi, ki prihajajo sem z robcem, podrgnejo, da si odnesejo na domove te blagoslovljene solze. Marsikateri tudi ozdravi od glavobola, od slabovidnosti. Kakšna je vira, tako lahko Bog deluje. le nos
svoje ruke stavi na nas, svome Sinu preporuči, Majko mira moli za nas. I Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Hrista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Odlučimo da ćemo zacivati u buduće, da bi svaki naš dan bio hod s Isusom i da bi svaki naš trenutak bio trenutak sreće, mira, radosti i raja. I grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Blazna Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo i sestre, da se molite za me s Gospodinom. Bog otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Pomolimo se. Bože, onima koji te ljube, pripravio si nebo za pravu ljubav, da tebe u svemu i nadasve volimo, te posljednemo tvoja obećanja koja nadilaze svaku želju. Po Gospodinu našem Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog po sve vijeke vjekova. Amen. Laudate omnescentes, laudate Dominus, laudate omnescentes, laudate Dominus. Alleluia. Mladenič mu je rekel, vse to sem izpolnjeval, kaj mi še manjka? Jezus mu je rekel, če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš in daj ubogim in imel boš zaklad v nebesi. Nato pridi in hodi za menoj. Ko je mladenič slišal to besedo, je žalosten odšel. Imel je namreč veliko premoženje. To je Kristusov evangelij. Каже до нього юнак, все це я зберіть і змав. Securno momentum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Gospel,
počastimo moliti. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti ime.